Živile si narodi, ki krepeni dočaka dan, na konec sonce hodi, krepili sveta popred nam. Narojak prosto vsak, ne vrate so se pomejak. Narojak prosto vsak, ne vrate so se pomejak. Spoštovani in spoštovane, lep dober večer še pri naši lipi. Vedno smo veseli, kada nas usliši Bog, čeprav ima veliko prošenj, ampak tokrat je očitno naša bila najboljša, da seveda to sta slovesni del, oziroma ta del, ki ga po maši namenjamo naši domovini, ob naši lipi opravimo tukaj zunaj. Tako da hvala Bogu in hvala vse vam, da ste prišli ta večer tukaj. Kot soorganizator pa je tukaj pri tej proslavi, oziroma pri tem dogodku že 9 let osrednje mesto Društvo 1824, društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2011 in pa društvo, ki združuje različne skupine v naši župniji ter deluje tudi širše. Letos, mogoče opazite, je pač v našem imenu tudi ta obletnica, 200-letnica prve šolske stavbe v Brežicah, to je našega Slomškovega doma. Danes je bil Slomšek večkrat omenjen. Bi pa dodala še, recimo, da letos tudi smo obeležili 250 let obveznega šolstva, tistega odloka, ki ga je sprejela Marija Terezija, pa je kar dolgo trajalo, da se je uveljavil po vseh avstro-ogrskih deželah. Ampak ni pomembno, pred 250 leti je bila določena splošna šolska obveznost in 50 let zatem smo v Brežicah že dobili prvo šolsko stavbo. To mogoče v tistem času ni bila tako dolga doba, danes bi se nam zdelo to zelo daleč. In vabim predsednika našega društva 1824, da nas pozdravi. Jurij Žnidaršič. Spoštovani, gospod gost, pater klaritinec Branko Cesnik, podžupan Aleksandr Gajski in vsi somašniki in tudi ostali, ki ste danes izkoristili to možnost, da zmolimo za našo domovino z namenom, da bomo še dolgo, udobno in varno živeli v njej. Kljub temu, da je Slovenija relativno majhna država, je to matematično gledano ogromen sistem s svojimi zakonitostmi, ki jih ne moremo zaobiti. Takšni sistemi imajo svojo vztrajnost. Ko recimo želi kapitan težke tovorne ladje ustaviti ali spremeniti smer plutja, mora vedeti, da bo potreboval veliko časa za izvedbo tega manevra. Druga lastnost teh sistemov pa je nihanje. Ko vržemo kamen v vodo, se pojavi valovanje in vsi vemo, da ga ne moramo ustaviti silo, ampak moramo počakati, da se samo izniha. Če pa slučajno piha veter, to valovanje še ojači in moramo čakati še več časa, da se umiri. Vsa narava vedno teži k ravnovesjem oziroma valuje okrog tega stanja. In zelo podobno bi lahko opisali tudi naš narod. Popolnoma normalno je, da obstaja neko valovanje v političnem razpoloženju, sploh pa, če piha kakšen veter z zahodne ameriške ali pa z vzhodne ruske strani. Škoda bi bilo, da bi se zaradi tega bili slabe volje. Takšen je pač sistem, ampak iz njega moramo potegniti najboljše, kar lahko. Naj vzamem idejo Gregorja Čušina, ki je ob neki priložnosti pojasnil, kako se on sooča z nestrpnimi vozniki. Namesto, da bi se na njih jezil in jih preklinjal, jih blagoslavlja. A ni to čudovit način, da se s svojim nasprotnikom zbližamo? To je pot k ravnovesju. Nasprotovanje ima vedno protiutež. Če se utež na tehnici približa z ene strani, se bo približala tudi z nasprotne strani, da se bo ohranilo ravnovesje. Zato vas povabim, da se ob kakih priložnostih, ko nas recimo politična situacija razjezi, spomnimo na ta način in blagoslovimo vse tiste,
ki so povzročili takšno stanje. Naslednjič bo gotovo boljše. Hkrati pa pomislimo tudi na to, kako lahko sami vplivamo na našo ladjo, da bo plula v smeri, za katero smo prepričani, da je prava. S tem sprejemamo odgovornost, ki jo od nas pričakuje Bog, ko nam je dal državo. Zavedajmo se tega, da je naša domovina in njena okolica postavljena na evropskih temeljih in na krščanskih temeljih in da te vrednote solidarnosti še vedno igrajo veliko vlogo in pri oblikovanju naše domovine in Evrope. Hvala. Tako najlepša hvala, Juri, za te lepe analogije, tehnično, politične in navdihujoče, tako kot vedno. Letos je v bistvu še ena pomembna obletnica, tudi naša cerkev Svetega Roka, romarska cerkev, naj bi bila končana leta 1764, tako da praznujemo 260 let zaključka te naše krasne cerkve, ki je bila takrat na koncu mesta oziroma že v predmestju brežiškem, danes pa v bistvu se mesto še razširilo vse povsod. Ena krasna obletnica je bila tudi junija, zdaj gledam našega duhovnega pomočnika oziroma našega nekdanjega župnika. Če kdo slučajno ne ve, junija praznoval tudi 80 let, tako da to je bila ena krasna prigodba, dogodba, ne, in obletnica. Naša Lipa, ne, pa seveda ima letnik 1990, ampak letnik 1991, ko je bila pa na današnji dan posvečena naši dragi domovini. Leto zatem je bil ustanovljen pa mešani pevski zbor Viva Brežice. To se pravi samo eno leto po naši državi, tako da tudi mešani pevski zbor že šteje skoraj toliko kot naša država. Je bilo pa kaj takega zagotovo v mislih naše Simone Rožman Stanat že leta 91, a ne Simona, tam si zagotovo, ja. Tako. Dober večer, Bog daj, moje novce sem kraj. In je dala mi je poslala moj prstan nazaj. In je dala mi je poslala moj prstan nazaj. Lepo dobro večer vsem skupaj. No pa dajmo takole. Draga Slovenija, izborjena, naša in edina. Naš dom, naše zatočišče in naš pristan. Vse najboljše ob rojstnem dnevu, da bi te slovenski narod vedno povsod nosil v srcu in duši. Da bi te vsi, ki te srečo in spoznajo, spoštovali in s tabo plemenito ravnali. Vse dobro ti želim. Spoštovane državljanke in državljani, dragi prijatelji. Danes je za nas poseben dan. Praznujemo dan državnosti, dan, ko se s ponosom spominjamo trenutka, ko je naša ljubljena Slovenija postala neodvisna država. Pred 33 leti smo Slovenci stopili skupaj v enotnosti in odločnosti ter s pogumom in vizijo razglasili samostojnost. Takrat sta bili sprejeti deklaracija neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Na trgu Republike v Ljubljani je prvič zaplapolala slovenska zastava. Naša pot do samostojnosti ni bila lahka, vendar smo z neomajno vero v naše vrednote, kulturo in identiteto dosegli svojo dolgo pričakovano svobodo. Ne smemo pozabiti vseh, ki so se borili za našo neodvisnost in suverenost. Njihova žrtvovanja in predanost so temelj, na katerem danes gradimo našo prihodnost. Ljubezen in spoštovanje do naše domovine nas združujeta. Naša Slovenija je majhna, a bogata z naravnimi lepotami, kulturno dediščino in talentiranimi ljudmi. Vsak od nas prispeva k njeni lepoti in uspehu. Dozdeva se mi, da tega ne razume prav vsak. Državotvornost je naše skupno poslanstvo. Vsak izmed nas, od najmlajših do najstarejših, ima vlogo pri oblikovanju naše države. Aktivno državljanstvo ni zgolj pravica, ampak je dolžnost. Vsi skupaj moramo delovati za dobrobit naše skupnosti in države. V teh časih, ko se soočamo z mnogimi izzivi, kot so gospodarske krize, podnebne spremembe in globalne politične napetosti,
moramo stati povezani in solidarni. Ob dnevih, kakršen je današnji, je prav, da se ozremo na prehojno pot zadnjih 30 let in razmislimo, ali velja morda kaj spremeniti, prilagoditi, morda celo opustiti in kaj povsem na novo zastaviti. Nedvomno smo lahko na doseženo ponosni, a se moramo ob enem zamisliti glede vsega zamujenega in napačno storjenega. Res je, smo mlada država in še vedno se učimo, a se je potrebno zavedati, da prav veliko popravnih izpitov ne bomo imeli. Zato ne izmišljamo tople vode. Uporabimo zdravo kmečko pamet in delamo, kot je prav. Verjamem, da zmoremo bolje, da zmoremo več, a to od nas zahteva določene spremembe. Ko gre za našo državo Slovenijo, naš jezik, tradicijo, dediščino in vrednote, je naša odgovornost jasna. Potrebno jih je braniti in varovati pred sebi, ki bi jih želeli škodovati ali uničiti, pa naj se gre za notranje ali zunanje sile. Pri tem ne smemo popuščati, saj je prihodnost naših otrok in vnukov odvisna od naših današnjih dejanj. Ohranjajmo vrednote, kot so poštenost, pravičnost, svoboda in enakopravnost, ter jih prenašamo na prihodne generacije. Slovenija ni ne izključno moja, ne tvoja, ne od nekoga tretjega. Je od vseh nas, Slovenk in Slovencev, in tistih, ki so prišli z dobrimi namerami od drugod. Imejmo jo radi, spoštujmo, negujmo in varujmo jo. Delajmo dobro in Slovenija bo cvetela in se razvijala. Delajmo pošteno, da bomo vsi deležni dostojnega življenja. Negujmo vse, kar je dragocenega, in ohranjamo Slovenijo lepo za nas in za prihodne rodove. In na vse zadnje, delajmo in ustvarjamo skupaj, kajti razslojenost in polarizacija izključevanja drugače mislečih nas ne bo pripeljalo v želeno smer razvoja in izboljšanja življenja. Gradimo povezano in solidarno skupnost in demokratično družbo. Delati bolj složno in sožitje za boljši jutri smo dolžni našim prednikom, vsem tistim, ki so dali svoj doprinos k današnji Sloveniji, padlim za Slovenijo, prihodnim rodovom in na vse zadnje tudi sami sebi. Spoštovanje. Čestitam nam ob dnevu državnosti željo, da vsak od nas po svojih najboljših močeh prispeva k večji enotnosti nas Slovencev. Nosimo Slovenijo v srcih, bodimo prijazni in želimo drug drugemu dobro. Srečno Slovenija!